Ko je hitri test pozitiven, po sledeh projektov participativnega proračuna, projekt Čisto zate v Medvodah gradbeno zaključen, po kanalizaciji spet kanalizacija, pred nedeljskim klicem dobrote, dnevni center za otroke in mladostnike tudi v Smledniku, v turistični akciji podeljeno 13 priznanj, pirniški gledališčniki obudili spomin na vojne čase. Dober večer in lepo pozdravljeni. Epidemiološke razmere tudi v naši občini niso bistveno boljše, kot so bile. Še vedno beležimo več kot 350 aktivno okuženih. Skupaj pa smo zabeležili že prek 3200 primerov bolezni COVID-19. Pa začnimo oddajo z nekaterimi pomembnimi podatki. Od ponedeljka dalje hitro brezplačno testiranje poteka na novi lokaciji, v kontejnerju pred zdravstvenim domom Medvode, še vedno le 2-krat tedensko, v ponedeljkih med 6:30 in 11:30 dopoldan in v sredo popoldan med 5:30 in 7 uro. V primeru, da bo hitri test pozitiven, vam bodo odvzeli tudi PCR bris in ga poslali v mikrobiološko analizo. Ukolikor ugotovite pozitiven hitri antigenski test pri samotestiranju v domačem okolju, se lahko tudi sami naročite na odvzem PCR brisa, bodisi na znani lokaciji nasproti zdravstvenega doma na Metelkovi ulici v Ljubljani, po predhodnem telefonskem naročilu ali na lokaciji Pacient na Savski cesti 3 v Ljubljani, kjer pa se na odvzem brisa PCR sploh ni potrebno predhodno naročiti. Lahko le pridete in to od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure in v sobotah in nedeljah od 8 do 16 ure. Seboj morate prinesti kartico zdravstvenega zavarovanja, osebni dokument in dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa, torej fotografijo testa ali primerno zaščiteno testno ploščico. Tudi po medvoških osnovnih šolah se je nelagodje ob obveznem samotestiranju vseh učencev 3-krat tedensko poleglo. Učenci tudi prve triade so dokazali, da samotestiranje sicer obvladajo, ravnatelji in učitelji pa so še vedno mnenja, da bi bilo vsaj za te najmlajše vendarle boljše samotestiranje doma. Tudi za voljo vse logistike, ki sledi, če odkrijejo kakšen pozitiven test. Trenutne številke kažejo, da za 5 do 7% učencev starši niso oziroma še niso dali soglasja za samotestiranje v šoli, zato so zanje že organizirali pouk na daljavo. Vstop v šolo brez izpolnjevanja pogoja PCT namreč ni mogoč. Od 7. aprila do 7. maja smo vsi občani lahko predlagali projekte za izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. Kar 160 jih je bilo. Od 14. junija do 20. julija smo lahko vsi občani starejši od 15 let glasovali za tiste projekte, ki jih je posebna komisija ocenila za primerne in so ustrezali kriterijem participativnega proračuna. Takih je bilo 74. Sedaj pa že lahko spremljamo, v kateri fazi so izglasovani projekti. 32 jih je razporejenih na 11 območjih, za izvedbo vsakega izmed njih pa je v občinski upravi določen vodja posameznega projekta. En projekt je že povsem zaključen, to je postavitev table za omejitev hitrosti skozi Zbilje. 19 projektov čaka na realizacijo v prihodnjem letu, ostali pa so v fazi izvedbe. V eni od prejšnjih oddaj smo že poročali o postavitvi defibrilatorja v blokovskem naselju na Škofjeloški 17 v Preski. Gre za projekt, ki ga je predlagal Dejan Krejačič in še ni povsem zaključen, saj je predvideno še izobraževanje krajanov o uporabi defibrilatorja. To pa je trenutno zaradi koronavirusne situacije prestavljeno na kasneje. V teku je še 12 projektov, za katere skrbnik projekta sodeluje in glasuje in načrtuje, da se bodo lahko izvedli še do konca letošnjega leta. Ja, v tem času je res izvajanje projektov participativnega proračuna zelo intenzivno. Saj zaključujemo projekte, ki so predvideni za izvedbo v letošnjem letu. To je približno tretjina vseh projektov. Izkušnje zaenkrat, sploh s predlagatelji, zelo pozitivne. Večinoma se odzovajo, sodelujejo pri določenju zadnjih detajlov pred izvedbo, spremljajo samo izvajanje in so tudi zadovoljni, ko je projekt izveden. Ocenjene vrednosti projektov še zdržijo glede na to napovedano podražitev recimo? Ja, zaenkrat še balansiramo recimo primer v Zbiljah,
Prvi projekt je bil izveden pod ocenjeno vrednostjo, so se pa sredstva prelila na drug projekt, ki se izvaja v teh dneh, kjer se je v vmesnem času material že podražil zaradi letošnjih podražitev, tako da bosta skupaj projekta izvedena v predvidenih zneskih. Med tistimi projekti, ki so globoko v realizaciji, je tudi projekt obnove igrišča v krajevni skupnosti Senica. Sama krajevna skupnost je že v preteklosti imela željo ta igrišče renovirati, ker je skoraj 30 let ta asfalt bil že položen, bil je že močno načet, tako da ni bil več varno uporaben. In ko je prišel ta program ven, smo bili zelo veseli in smo, pobudnik sem bil jaz, obvezal sem tudi ostale svetnike krajevne skupnosti, vsi so se strinjali s tem, da mladina, ko večino uporablja ta prostor, je bila zelo zadovoljna s tem in so ga tudi v tem projektu, ko je bilo treba glasovati, so ga tudi podprli. Načrtovana je zamenjava dotrajanega asfalta, utrditev podlage, ureditev odvodnavanja in okolice igrišča ter obnova ali nakup novih golov in košev. To je sicer edini projekt participativnega proračuna v krajevni skupnosti Senica. Zakaj edini? Ker je skupna vrednost projekta ocenjena višje, kot je bilo za to krajevno skupnost namenjenih sredstev v participativnem proračunu. Občina je namenila krajevni skupnosti po številu prebivalcev ampak 17 000 evrov, tako da smo se mi na krajevni skupnosti dogovorili, da financiramo tudi sami iz tega denarja, ko ga krajevna skupnost poseduje. Tako da bomo tudi mi soudeleženi s svojim denarjem, pa da bomo lahko uredili še ostale stvari, kar pritičejo k tej posodobitvi. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 25 000 evrov, zato naj bi 8 000 evrov primaknila sama krajevna skupnost, manjša dela pa bodo opravili krajani sami. Ulanec, tudi kot občinski svetnik, pozdravlja odločitev občine, da 300 000 evrov nameni za dvoletni participativni proračun in jih razdeli za projekte, ki jih predlagajo in izglasujejo občani sami za enega od 11 območij, nakolikor je v tem primeru razdeljena občina. Sedaj, ko pregledate teh 32 projektov, so to taki projekti, ki ste jih vi mogoče kot svetnik pričakovali? Že prej sem nekaj omenil, tako da ta pobuda občine Medvode, da pristop iz tem 300 000 denarja, da podeli krajevnim skupnostim, je zelo pozitivna. Me pa mogoče me moti malo to, jaz mislim, da na krajevni skupnosti Senica smo se izredno dobro odločili, da smo speljali ta projekt. Po drugih krajevnih skupnostih so pa delali ene stvari, ko pa niso bile glih namenjene temu projektu. Tako da za razmislek krajevne skupnosti ostale, res, da so krajani glasovali, pa krajani dajali pobude, ampak nekje so bile prav smešne pobude. Precej pobud pa je tudi takih, za katere meni, da bi že sicer sodile pod okrilje rednega občinskega proračuna, tudi različne oblike omejevanja hitrosti na cestah. Med predlaganimi projekti, kot rečeno, jih je bilo kar 160, je bilo različnih pobud za omejevanje hitrosti namreč kar nekaj. Kar nekaj tudi med tistimi, ki jih je komisija izbrala za ustrezne in so lahko občani glasovali za njih. Med 32 izglasovanimi pa so dejansko ostali 3 povezani z željo po omejevanju hitrosti. Poleg že izvedenega projekta Vzbilja gre za postavitev prikazovalnika hitrosti Vi vozite, še pobuda za omejitev hitrosti na področju krajevne skupnosti Goričane Vaše z namestitvijo fiksnih grbin, projekt v vrednosti 16 000 evrov in postavitev 10 fiksnih grbin na območju krajevne skupnosti Sora. 4 bi sicer nadomestile sedanje 4 snemljive, vrednost projekta pa je dobrih 15 000 evrov. Že sicer je veliko različnih pobud za omejevanje hitrosti, posredovanih tudi na sejah občinskega sveta. Hitrostne ovire so sploh v nekaterih predelih naše občine kar zelo pereča tematika.
Imamo veliko pobud za nove hitrostne ovire ali omejevanje hitrosti, medtem ko imamo tudi na drugi strani občane, ki se ne strinjajo s postavitvijo hitrostnih ovir. Zdaj, glede na to, da je participativni proračun neka najširša oblika demokracije, ker so lahko sodelovali vsi občani in podali svoje mnenje, bomo v tem primeru sledili mnenju, na katerih mestih oziroma kje si občani želijo hitrostne ovire in jih tam tudi izvedli. Je pa tako, da ne obstaja nekih standardov, koliko hitrostnih ovir bi morali izvesti in kje bi jih morali izvesti, zato se občine tukaj povsem različno odločajo za te ukrepe. Občina Medvode zadnja dobra 3 leta pri nameščanju hitrostnih ovir na občinskih cestah in poteh sledi internemu protokolu. Vsako pobudo, ki jo prejmemo od občana, ga prosimo za podpise še drugih soobčanov, če gre za hitrostno oviro v ulici, za podpise večine z te ulice, če gre za določeno območje z naselja, za podpise občanov z tega območja. Potem pridobimo mnenje krajevne skupnosti, ali se strinja s postavitvijo hitrostnih ovir, izvedemo tudi meritve hitrosti, meritve frekvence in šele na koncu, če vsi kazalci kažejo v to smer, da je tam hitrost res pogosto prekoračena, tudi postavimo hitrostne ovire. V kakšni fazi se nahaja posamezni izglasovani projekt, lahko spremljamo na spletni strani Sodeluj in glasuj. Lahko tudi preverite vsebino projektov, ki so bili sicer predlagani, pa niso prišli v ožji izbor ali pa niso bili izglasovani. Hkrati pa je to že razmislek za obljubljeni naslednji participativni proračun. Večinoma so bili odzivi zelo pozitivni. Mogoče bomo ohranili to letno financiranje na ravni 200 000 evrov, če bomo šli ponovno v participativni proračun. Določene faze bi lahko podaljšali, sploh ta faza zbiranja idej. So si občani, tisti, ki so se odzvali, zaželeli daljšo fazo, zato da se lahko bolje uskladijo s sopredlagatelji, s krajevno skupnostjo, da sami poiščejo že kakšne izvajalce. Je pa res, da v letošnjem letu smo zaradi prve izvedbe nekoliko pohiteli, zato da so lahko projekti že izvedeni v letošnjem letu. Za naslednji cikel pa bi bilo smotrno, da izvedemo že v prihodnjem letu samo posvetovanje. Tako se rad pohvalim, da je Senica najlepši kraj v Medvodah. Imamo še dosti teh projektov, tako da ne bo zmanjkalo idej, bo prej zmanjkalo denarja, kot pa idej. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da gradnja povezovalnega kanala C0, ki je sestavni del velikega projekta Čisto zate in ki bo kanalizacijo iz občine Vodice in dobršnega dela naše občine privedel do centralne čistilne naprave v Zalogu, že poldrugo leto stoji. Ob dobrih 12 km ga je zgrajeno slabih 10, na dobrih 2 km pa se zapleta. Ponovno pa so glasni nasprotniki gradnje, menda s ciljem, da se zaščiti ljubljanski vodonosnik. Ljubljanski župan Zoran Janković pa meni, da gre zgolj za predvolilno gonjo proti njemu osebno. To naj bi veljalo tudi za razveljavitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za del trase, kar je pred kratkim storilo okoljsko ministrstvo. Temo tokrat nadaljujemo z odgovorom na vprašanje, kako projekt Čisto zate sicer poteka v naši občini. Najprej nekaj kronologije. Aprila 2018 so 3 župani, ljubljanski, vodiški in medvoški, ter takratna ministrica za okolje in prostor Irena Majcen končno podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta Čisto zate, ki je vreden 110 milijonov evrov brez DDV-ja, 69 milijonov bo prispevala Evropska unija, 12 milijonov država, ostalo pa 3 občine. Projekt je razdeljen na 3 faze. Prva faza predstavlja izgradnjo kanalizacije v občini Vodice in delu občine Medvode ter izgradnjo povezovalnega kanala C0. Druga faza je izgradnja manjkajoče kanalizacije v mestni občini Ljubljana in tretja nadgradnja centralne čistilne naprave v Zalogu. Končni cilj je ukinitev 4500 greznic, rok za izgradnjo pa september 2023.
Maja 2018 so v naši občini zabrneli stroji. Za izvedbo projekta naj bi občina pridobila dobrih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada in skoraj 1,5 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Sama pa naj bi primaknila še dobre 3 milijone evrov. Glavni izvajalec del je postalo podjetje CGP Novo mesto s podizvajalci, podjetji Hidrotehnik, Mensel, Telegem in Prenova Gradbenik. Končni cilj pa ukinitev približno 1000 greznic v aglomeraciji Pirniče in Medvode. Občina Medvode je neposredno vključena le v prvo fazo projekta Čisto zate. Gre za izgradnjo 22 km fekalne kanalizacije in 2 črpališč v aglomeraciji Pirniče in Medvode. Najprej poglejmo, v kakšni fazi je projekt Čisto zate v aglomeraciji Medvode, ki je vezana na glavni kanalizacijski vod po Celovški cesti in ne na povezovalni kanal Čisto zate, kar pomeni, da je priklop že možen. Dela v aglomeraciji Medvode so zaključena, na upravno enoto smo že vložili vse vloge za izdajo uporabnega dovoljenja. Pridobili smo že uporabno dovoljenje za Rakovnik in za Presko. Pričakujemo, da bo v teh dneh izdano uporabno dovoljenje za Vaše, Goričane in Ladjo, nekoliko kasneje pa še Ščarmanovo, kar je bilo kasneje vloženo. Za to območje je bilo izdano približno 280 odločb za nekje 200 objektov. Cena je pa višina komunalnega prispevka nekje okrog 430 tisoč evrov. Na posamezen objekt koliko recimo? Ja, če tole zdaj delimo, približno dobrih 2000 evrov. Je pa odvisno, se pravi, kot zmeraj povemo, odvisno od velikosti samega objekta. Strani krajanov pride kakšen ogorčen klic na izračun komunalnega prispevka ali pač ne? Kolikor so mi sodelavke povedale, ni nekih pritožb. Če pride vprašanje, pojasnimo, razložimo. Tako smo pa vsakemu poslali informativni izračun, tako da smo pred izdajo odločbe razrešili vse vprašanja. In v kakšni fazi je projekt Čisto zate na področju aglomeracije Pirniče, ki je še kako odvisna od izgradnje povezovalnega kanala C0 in bo možen priklop na kanalizacijo šele potem, ko bo ta zgrajen in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. Nahajamo se na območju črpališča na Vrju, to je bilo v bistvu še zadnje gradbišče, ki je še odprto, tako da v bistvu vse ostalo se pa počasi zaključuje. Kdaj pričakujete tudi papirno potem, da se zadeva zaključi, oziroma kdaj lahko krajani Pirnič pričakujejo izračune komunalnega prispevka? Odvajanje z območja aglomeracije Pirniče je vezano na dokončanje gradnje C0 in ko bo dokončan kanal C0, bomo potem tudi izdali odločbe o odmeri komunalnega prispevka in takrat bo tudi možen potem priklop na kanalizacijo. Zapletov okrog izgradnje povezovalnega kanala C0 predstavniki občine Medvode še ne želijo komentirati, saj menijo, da je časa za izvedbo celotnega projekta še dovolj. V okviru velikega kohezijskega projekta Čisto zate bo povečana tudi zmogljivost centralne čistilne naprave Ljubljana v Zalogu in vpeljana nadgradnja s tercialnim čiščenjem, kar pomeni odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. V obratovanje so že dani primarni vsedalniki, pripravljalna dela za začetek sanacije bioloških bazenov pa potekajo. Objekti prvega sklopa so večinoma že zgrajeni, prav tako objekti za globinsko filtracijo. Trenutno poteka gradnja opreme v te objekte, v naslednjem letu pa je predvidena gradnja objektov na liniji odpadnega blata. V naši občini je bila zadnja dobra 3 leta prioriteta izgradnja kanalizacije na območjih z več kot 2000 populacijskimi enotami. Ta gradnja, torej projekt Čisto zate, je v gradbenem smislu zaključen. Občina pa se v letošnjem letu že intenzivno pripravlja tudi na investicije na območjih, kjer je med 500 in 2000 populacijskih enot. To so naselja v krajevni skupnosti Senica, Zbilje in Smlednik. Kaj se torej že dogaja na terenu? In v kakšni fazi je trenutno projekt izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda za naselje Zgornja in Spodnja Senica ter del Ladje? Kar se tiče kanalizacije na Senici, smo trenutno v fazi pridobivanja mnenj na sam projekt. Služnostne pravice smo že pridobili in pa pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, da bi se lahko za konec leta najavljen razpis nanj prijavili. Odziv krajanov
s temi služnostnimi pravicami, ste bili uspešni? Ja, zelo pozitiven. Tukaj zahvala krajanom, kot tudi predsedniku krajevne skupnosti, gospodu Lancu, ki je v bistvu nam pomagal, da smo čim prej dobili vse potrebne služnostne pogodbe. Upravljanje vodovoda naj bi tudi v tej krajevni skupnosti, tako kot skorajda vse javne vodovode, prevzelo javno podjetje Voka Snaga oziroma Ljubljanski holding, ki je prvič tudi plačnik izdelave projektne dokumentacije. Za samo izvedbo projekta pa bo občina poskušala pridobiti tudi državna nepovratna sredstva. Hkrati bo na trasah, kjer se bo gradila fekalna kanalizacija, Telekom sočasno gradil tudi optično omrežje, Elektro Gorenjska bo na posameznih trasah posodabljalo svoje omrežje, od interesa krajanov pa bo odvisno, ali se bo gradnji pridružila tudi Energetika Ljubljana. In v kakšni fazi je projekt izgradnje kanalizacije in obnova vodovodov v naselju Zbilje in Smlednik? Na območju Zbilj in Smlednika je bil že izdelan geodetski posnetek, izdelana je bila idejna zasnova, predstavili smo jo že svetu krajevne skupnosti, tako Zbilj kot Smlednika. Ravno danes pa poteka ogled še na terenu, v bistvu določamo pač te trase, kjer je v bistvu najbolj optimalno za izgradnjo fekalne kanalizacije. Mogoče pričakujete kakšno sodelovanje s strani krajanov že v tej fazi? Mi smo na sestanku, ki smo ga imeli s predstavniki sveta krajevne skupnosti, pač prosili, da bi, če bi nam lahko pomagali, da bi pridobili v bistvu čim hitreje vse potrebne služnosti. Kar se pa tiče prvega sodelovanja s krajani, je pa tudi pozitivno. Moramo namreč izvesti geomehanske raziskave pri izgradnji črpališča in strani lastnikov zemljišč smo soglasje že pridobili. Izvajalec v postopku priprave projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnove vodovoda tudi na območju naselja Valburga in Hraše pa v tem mesecu opravlja geodetske izmere za potrebe izdelave geodetskega posnetka. Opravljene analize in posnetki stanja za še preostali dve naselji v krajevni skupnosti Smlednik, Zamošče in Dragočajno pa so kot najoptimalnejšo možnost izkazale nadgradnjo obstoječe čistilne naprave za naselje Nova Dragočajna. Nadaljujemo z dobrodelnostjo in prostovoljstvom. Oboje namreč združuje Teden slovenske Karitas, v katerega se bo v nedeljo ponovno vključila tudi naša televizija z oddajo Klic dobrote. In to že 30. zapored. Delno bo tokratno oddajo ponovno zaznamovala koronavirusna situacija. Ne bo namreč načrtovanega posnetka koncerta vokalne skupine Be Jesus, saj je organizator koncerta, tokrat je to župnijska Karitas Pirniče, le-tega v luči priporočil odpovedala. Pa tudi eden od načrtovanih pogovorov je zaradi karantene v družini žal moral odpasti. Vseeno pa vabljeni k ogledu ostalih prispevkov na temo letošnjega tedna slovenske Karitas Srce, ki sprejema. Gesla sem bil zelo vesel, ker se mi zdi, da gre tudi v kontekst sinode, ki jo je papež Frančišek pred kratkim tudi začel in se ta sinodalnost odvija tudi po naših župnijah. In gre res za neko sprejemanje drug drugega, za poslušanje, predvsem pa biti z drugim, hoditi skupaj. Da je prav to pomemben del Jezusove duhovne zapuščine, ne čudeži, nauki in zapovedi. Ampak da je tisto, kar je bilo njemu osebno najdragocenejše in je tudi pri zadnji večeri učencem jasno povedal, je skupnost učencev. Ampak to ne kakršnakoli skupnost, ampak tista skupnost, ki živi skupaj tako, da svet po njih spozna, da so njegovi učenci. In svet bo po nas spoznal, da smo Jezusovi, če se bomo sprejemali, če bomo skupaj. Pa ne glede na to, kakšne barve kože smo, kako razmišljamo, ampak to, da smo skupaj, da recimo, da je krščanska skupnost, da je župnija tako odprta za ene in za druge. V oddaji Klic dobrote pod okriljem župnijske Karitas Smlednik bomo s pomočjo vas gledalcev oziroma darovalcev, ki boste poklicali v studio, tako v nedeljo kot potem še v torek ob ponovitvi oddaje, zbirali sredstva za znano osebo. Tokrat za 47-letnega dr. Aleka Cvitra, ki trenutno prebiva med nami. Alek je človek mnogih talentov. Govori najmanj 5 jezikov. Je izjemen glasbenik, pesnik, kulturnik, doktor teoloških znanosti. Predvsem pa duhovnik, ki je zelo navdušen
zaljubljen v Jezusa in njegovo cerkev. Res je Dalek, nima svojih, v smislu, ni družinski oče, nima žene, nima otrok. So pa vsi njegovi v molitvi in daritvi svete maše. Mnogim mladim, mnogim tistim, ki se sprašujejo o smislu življenja, je pomagal s pridigami, s pogovori, s pesmimi in tudi z njegovo misijonsko odprtostjo. Potem pa ga je doletela huda bolezen brez dokončne diagnoze. Tako huda, da ga je priklenila na invalidski voziček, tako huda, da težko govori in ko govori, je tudi dostikrat težko razumljen, slabše sliši ali pa, če rečem še malo bolj trdo, nič ne sliši. In določene terapije bi mu k temu pomagale. Upamo, da mu bodo pomagale. Sam sem se zelo tudi vključil v to njegovo pomoč, če lahko temu tako rečem, iščem, sprašujem, kličem in sem dobil neko terapevtko, ki se ukvarja s terapijami, da aktivira živce in s tem, kot aktivira te živce, na nek način aktivira tudi možgane. In s temi terapijami želimo, da bi se mu vrnili ti primarni refleksi. Ampak te terapije so pa drage. In za invalidsko upokojenega duhovnika, ki živi od darov vernikov, preveliko finančno breme. Z vašimi darovi oddaji Klic dobrote pa bi mu sredstvi za prej omenjene terapije, vsaj upati je tako, omogočili, da bi to življenje, ki ga po novem živi, dokaj dostojno živel. Od 19. novembra ima javni zavod Sotočje klub Jedro novo enoto dnevnega centra in to v prostorih KUC Mlednik. Otroci in mladostniki lahko brezplačno obiščejo dnevni center ob ponedeljkih in sredah od 13. do 17. ure in se udeležijo različnih aktivnosti, izvajajo pa tudi brezplačno učno pomoč. Odprtje nove enote je bilo načrtovano tudi v skladu s sprejeto mladinsko strategijo. Dnevni center Bivak v prostorih kluba Jedro že več let zelo dobro obratuje, saj se ga vsak teden znova udeleži veliko število zadovoljnih otrok in mladostnikov, ki v Bivaku potem preživljajo popoldneve. Sam program zelo dobro obratuje, a težava je v tem, da so Medvode velika občina, tako da mnogo otrok in mladostnikov ne more redno prihajati tja preživljati svojih popoldnevov. Zato se je občina Medvode v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje odločila, da bo del mladinske strategije obsegal tudi odprtje nove enote dnevnega centra. Z 19. novembrom se je to potem tudi uresničilo, saj je svoja vrata odprl dnevni center v prostorih KUD-a Smlednik. V bistvu ugotovili smo, da občina Medvode je predvsem zelo razkropljena občina in zdaj v skladu strategije za mlade smo odprli zdaj to novo enoto v Smledniku, predvsem zato, da bomo v bistvu odprli nek prostor, ki bo čim bliže mladim in ker je tukaj blizu šola, smo se odločili prav za ta prostor v kulturnem domu. Dnevni center je odprt vsak ponedeljek in sredo od 13. do 17. in v svoje prostore vabi vse mlade od 7. do 9. razreda, da bodo skupaj z njimi preživeli produktivne popoldneve. Dnevni center v Smledniku bo odprt v ponedeljkih in pa sredah od 1 do 5 popoldne. Zdaj, kaj bomo delali? Z mladimi se bomo predvsem družili ob različnih socialnih in družabnih igrah. V načrtu imamo tudi kuharske delavnice, zdaj naslednji teden bomo na primer pekli palačinke. V načrtu imamo pa tudi različne ustvarjalne delavnice, na primer izdelavo voščilnic, poslikavo kamnov. V dnevnem centru bomo pa tudi gledali različne filme, ki so primerni za mlade, ki so jih tudi sami predlagali. Seveda pa bo tudi čas za učno pomoč. Zdaj nudili bomo predvsem pomoč pri predmetih, kot so slovenščina, angleščina in pa matematika. Čas bo seveda za domače naloge, tako da bodo lahko mladi kadarkoli karkoli vprašali. Prvi odzivi so zelo pozitivni. Mnogo mladih že zahaja v center, kjer skupaj z animatorjema Moniko in Pavlom preživljajo poučne in zabavne popoldneve. Povej, zakaj si se odločila, da boš hodila na ta center za mlade? Ja, kaj ful fajn, pa ful se skupaj družimo, pa tako. Dobar je. Zdaj rekli so, da jim je zelo zanimivo. Tudi imamo neko stalno ekipco 10 mladih, ki prihajajo tako ob ponedeljkih in pa sredah. Seveda pa pač vljudno vabim tudi vse ostale, da se nam pridružijo.
Že v prejšnji oddaji smo vam obljubili, da bo včeraj na sporedu posebna oddaja na temo Moja dežela lepa in gostoljubna, saj so se organizatorji akcije odločili, da zaključno prireditev, načrtovano v galeriji Sora, prestavijo na splet in male ekrane. Žal pa je karantena enega od ključnih članov ekipe to preprečila in bo oddaja na sporedu prihodnjo sredo. Danes pa vam vendarle razodenemo dobitnike priznanj, daljše obrazložitve in utemeljitve pa res sedaj v sredo 1. decembra. In ker običajne prireditve ponovno ni bilo, so člani komisije večino priznanj odnesli dobitnikom kar na teren. Gre za skupno akcijo Turistične zveze Medvode, prvotno odbora za turizem in gostinstvo občine Medvode in sedaj javnega zavoda Sotočje, ki je vodena po vzoru vseslovenske akcije in ima lepo zgodovino tudi pri nas. Letošnja je bila namreč že 25. po vrsti. Po odločitvi 4-članske komisije v sestavi predsednik Jože Lučniškar in člani Saša Malenšek, Monika Mohar in Jure Galičič je bilo letos skupaj podeljenih 11 priznanj v 6 različnih kategorijah. V kategoriji zasebne hiše, zgrajene pred letom 1956, sta priznanje za najlepše urejeno bivališče prejeli sestri Sušnik. Gre za skrbno obnovljeno nekdanjo gospodarsko poslopje in del domačije Prknapč. Za lepo urejeno družinsko hišo, zgrajeno po letu 1956, sta priznanje prejeli družina Eržen Plavčak in družina Zakoncev Grašič. Prav vse 3 omenjene hiše so skorajda v isti ulici, v Goričanah. V Zgornji Pirniček Zakoncema na Gode pa je šlo priznanje za najlepše urejeno družinsko hišo letošnjega leta. Tudi priznanje za lepo urejen objekt kulturne dediščine je tokrat šel v Pirniče, k Mihajli Kuzele za kapelico, ki jo krasijo 4 Čemažarjeve freske. Najlepše urejena gostinska objekta v letošnjem letu sta po oceni komisije lokal Kava bar Tržnica Medvode, ki je umeščen v neposrednjo bližino mestnega parka, in gostišče Jezero Zbilje, predvsem za ureditev brežine in neposredne obale Zbiljskega jezera. V kategoriji javni objekti je priznanje šlo upravljavcem športne dvorane Medvode, ki je letos dobila tudi novo zunanjo podobo. V kategoriji javne površine pa so priznanje prejeli stanovalci bloka na Škofjeloški 19 v Preski in skrbnik prvega pasjega parka v Medvodah ob neposrednji bližini nogometnega igrišča. Priznanje je v imenu slednjega prevzel župan občine Medvode Nejc Smole, ki se je ob tej priložnosti zahvalil ne le organizatorjem akcije in vsem dobitnikom priznanj, ampak predvsem tistim, ki so prepoznali in predlagali nagrajence. Po odločitvi Turistične zveze Medvode so letos podelili za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode še 2 posebni priznanji. Iz rok predsednice Turistične zveze Medvode Vanje Lučniškar ga je prejela Irena Smole, dolgoletna članica Turističnega društva Smlednik, predvsem za svoj trud za uspešno kandidaturo na razpisih in promocijo prireditev, in mladi turisti iz Turističnega društva Pirniče, Laura Militarov, Ana Branki in Luka Pezdir, ki jih poznamo tudi kot zmagovalce v kuhanju telečje obare na prireditvi Zdravo z naravo letos v Pirničah. Oddaja bo že sicer kulinarično obarvana, glede na to, da je Slovenija razglašena za kulinarično destinacijo Evrope. Prav včeraj je bil v medvoški knjižnici, če seveda ne bi bila situacija taka, kot je, Medvoščan Jože Oseli, eden največjih kuharskih mojstrov, tudi kuhar in batler Josipa Brozatita, v pogovoru predstavil svojo knjižno trilogijo z naslovom Uresničil sem sanje. Dogodek je prestavljen za nedoločen čas. Drugo leto zapored se bo tudi kulturna akcija Stik, ki tokrat poteka na temo sožitje, preselila na splet in male ekrane. Prva manifestacija se obeta že v ponedeljek, 6. decembra, ko bomo uradni prižig slavnostnih luči v središču mesta lahko spremljali prek spleta. V znak sožitja pa bomo ob 18. uri vsak pri sebi doma, v stanovanju, v službi, kjerkoli se bomo že nahajali, za minuto prižgali luči. Na prižig luči vas spomnimo tudi v prihodnji oddaji. Nedeljski večer v Kudu Pirniče je bil zelo pester, saj sta se tam odvila kar 2 dogodka. Ob 17. uri so člani odra 3 herojev skupaj z gosti nastopili v dramsko-literarnem omnibusu režiserja Petra Militarjeva z naslovom Kdo pa so ti mladi fantje.
Gre za spomin na boje na Soški fronti. Nato pa so v avli doma počastili dolgoletnega scenografa Milana Hrasta ob njegovi 90-letnici in to z odprtjem njegove razstave Kalvarija krvave Soče. Kulturno-umetniško društvo Pirniče je v nedeljo zvečer premierno uprizorilo njihov dramsko-literarni omnibus z naslovom Kdo pa so ti mladi fantje. Peter Militarev je preko tega prikazal vse boje, v katerih so mladi slovenski fantje darovali življenje na oltarju domovine. Samo delo je zaobjelo tako kmečke punte, kot tudi prvo in drugo svetovno vojno, ki sta na Slovenskem skupaj zahtevali preko 110 000 žrtev. Scenografija na odru pa je nastala izpod rok Milana Hrasta, ki je grozote druge vojne izkusil, posledice prve svetovne vojne pa so močno zaznamovale njegovo otroštvo, saj je tako kot preko 300 000 Slovencev zaradi Rapalske pogodbe bil prisiljen živeti pod italijansko nadoblastjo. To je zgodovina, huda zgodovina, bi rekel. Če sem imel očeta, ki so ga sumili, da ni Italijan, pa tako naprej, je bil na sumu in so ga 8 let držali v vojski. Vsako leto je mogel po 6 mesecev jeti na orožne vaje. Da so hoteli, tudi italijanska šola ni bila, nismo mogli. Mi smo imeli učiteljico, ki je bila hodila slovensko in ko so enkrat zaslišali, da je slovensko nas uči, so jo pošibali dol v Kalabrijo, na jug Italije. Pa so nam od tam enega profesorja oziroma kaj je bil poslal gor, da nas je strogo italijansko učil, da so otroke pregledovali po varžetah in kdor je imel nož več kot 3 prste, so ga sekali v zemljo, pa so ga odlomili, tako da ni. Vse so imeli za razbojniki, so nas imeli. Milan Hrast že več let sodeluje s kulturnim društvom Pirniče, kjer je pripravil vso scenografijo za preko 70 predstav, ki so jih uprizorili na odru 3 herojev. V nedeljo pa je praznoval prav poseben jubilej, namreč 90. rojstni dan. Njemu na čast so tudi priredili sam dogodek, po predstavi pa je v avli kulturnega doma otvoril svojo razstavo Kalvarije krvave Soče. Ta razstava ima zanj prav poseben pomen, saj prikazuje mnoge dogodke, katere je doživel tudi sam v tej dolgi borbi Primorske za svobodo. Zdajle si spomine obujamo in tale spomin je tlele kar te prav, tako kot more biti. Če to razstavo pogledate, tlele not mrske vidite. Je pa ostalo mi še nekaj, ki spada tle zraven. Mi je ostalo še primorski tigri, ti, ki so se proti fašizmu borili, pa so skozi bili, še to moram narediti in vključiti potem v tole razstavo. Hrast se že več let ukvarja s scenografijo. Sodeloval je tako s Koparskim gledališčem, RTV-jem kot tudi OTH-jem. In v vseh teh letih ni nikoli ne imel ideje, kako se scenografije lotiti, da ne bo le nek objekt, ki zapolnjuje prostor, temveč da bo pomemben del predstave. Ja, ideje so pa, mislim, scenografije za oder, pa za otroke, pa za take stvari. Tu sem pa dobil idejo, kot je na odru povedala že tista tovarišica, jaz sem prišel na idejo, pridem na idejo z otroškimi predstavami. Tlele sem veliko naredil, pa veliko smo se pogovarjali, pa veliko. In potem ti ostane neki in potem začneš delati in ko začneš delati, vidiš, da ti zmeri nekaj manjka, vidiš, da tam vidiš še nekaj
lahko naredil pa tako in tako se učiš in učiš in učiš. Delaš, narediš in kot drugo stvar narediš, je še boljša, kot je tretjo že kar taka, odlična, ko je pa četrta, peta je pa že profesionalna, ne? A veste, tako se delaš. S Kudom Pirniče Hrast sodeluje že več let, saj kot je bilo omenjeno, je zanjo postavil preko 70 scenografij. Vsaka scenografija je nekaj posebnega, a kot pravi, ima tudi on nekatere take, ki so mu še posebej pri srcu. Ja, veliko je teh, mislim, rečemo scenografijo, rečemo za Miklovo zalo sem delal, Turencu sem delal, sem naredil tale Divjega lovca, potem pa še tlele na odru, na tem odru sem naredil okrog 70 scenografij ali pa še več, ne. Njegova razstava Kalvarija krvave Soče je še vedno na ogled v avli kulturnega doma in vam toplo priporočamo, da če imate to možnost, da si jo ogledate. Tovarišu Hrastu iz uredništva naše televizije seveda želimo vse najboljše ob jubileju. Obletnico pa so svojo vsakoletno komemoracijo zaznamovali tudi medvoški borci, ki so se zbrali pri spomeniku 16 padlim borcem v dolini Ločnice. Mi se vsako leto zberemo tukaj, letos, ker je ta korona, je to nemogoče in mislim, da je treba spoštovati to, kar se ukaže, kar se ne sme, se pač ne sme. Ti, ki smo pa tudi letos prišli sem v manjšem številu, smo pa se raven tako poklonili, bi rekel, temu spominu. Padlih jih je v tisti hajki veliko in zanimivo je, da se je ta zadeva, ime hajka kar udomačila. Hajka je potekala od Šentvida preko medvoških Polhograjcev do Škofjeloškega hribovja in v nižini vse do Gosteč. V vseh svojih razsežnostih se je razbohotila prav v dolini reke Ločnice. Ker je 11. novembra 1944 preko noči zapadlo 5 do 10 cm snega, je bila sled za partizanskimi enotami lepo vidna. Največ je bilo kurirjev, ki so imeli v Studenčicah svojo postajo G25. Padlo je 16 borcev in aktivistov. S tem dogodkom so medvoški borci zaokrožili novembrske komemoracije, zadovoljni, da so navkljub epidemiji nevidnega sovražnika obeležili spomin na svoje soborce. Tokrat medvoški policisti poročajo o 3 prometnih nesrečah. V Medvodah je voznik avtomobila zbil srno, ki je po trčanju zbežala v gozd. Policisti so odstopili od ogleda nesreče. Zaradi neupoštevanja prednosti je počilo na ladji, povzročitelj pa je prejel plačilni nalog. Na Ostrovrharjevi pa je neznani voznik trčil v parkirano vozilo in povzročil za okoli 2000 evrov škode. Povzročitelj je odpeljal, ne da bi oškodovancu dal podatke ali obvestil policijo. Do manjše nesreče je prišlo tudi na Gorenjski cesti, kjer so policisti po zbranih podatkih odstopili od ogleda, in na parkirišču pred trgovino v Medvodah, kjer sta se voznika sporazumela o krivdi in policijsko posredovanje ni bilo potrebno. Na Topolu so policisti obravnavali zanemarjanje in surovo ravnanje z mladoletno osebo. Zbiranje obvestil o naznanjenem kaznivem dejanju se še nadaljuje, v postopku sodeluje tudi Center za socialno delo. Policisti raziskujejo tudi prijavo preprečevanja dokazovanja z odstranitvijo mejnega znamenja ter prijavo suma diskriminacije otrok, ki ne izpolnjujejo pogojev po veljavnem odloku o preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na eni izmed šol. Pred trgovino Hofer so policiste poklicali zaradi prodaje revije Kralji ulice, saj je to vršila prodajalka, ki zaradi neprimernega vedenja nima dovoljenja prodaje pred trgovino, niti dovoljenja organizacije, ki časopis distribuira. Prodajalke časopisa o prihodu policije ni bilo več pred trgovino.
Policisti so pisali tudi obvestila o prekršku zaradi nepravilnega parkiranja na območju Katarine in okolice, saj je ponovno prišlo do prometnega kolapsa zaradi nepravilno parkiranih vozil. V Medvodah je občanka prijavila, da po njenem stanovanju hodijo neznanci, vendar so policisti na kraju ugotovili, da v stanovanju ni bilo nikogar. Policisti so pomagali tudi partnerici dementne osebe, da so osebo uspeli odpeljati v zdravstveno ustanovo. Spet so morali iskati gojence iz Smlednik, ki pogosto samovoljno za nekaj ur odidejo iz zavoda. Iz Pirnič pa so policisti dobili klic občana, ki ni bil zadovoljen z delom zdravnikov na psihiatrični kliniki, vendar so policisti po razgovoru ugotovili, da občan sploh ni bil v stiku z zdravstvenim osebjem. Policisti vas ponovno opozarjajo na previdnost pred tatovi. Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne. Tatovi delujejo v skupinah, pogosto žrtve zamotijo z raznimi pretvezami, češ da sprašujejo za pot ali opravljajo kakšna dela v okolici in podobno. V tem primeru pa medtem njegov zlikovski kolega mirno krade po vašem stanovanju. Zato bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na telefonsko številko 113. Vedno pa zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja, neznancev ne spuščajte v svoj dom, pogovor z njimi pa opravite na varni razdalji, na primer skozi okno ali z balkona. V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma, na pojav takšnih oseb opozorite sosede in ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma v stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom. Opozarjamo vas tudi na obvezo upoštevanja ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19. Število dnevnih okužb v občini Medvode je še vedno izjemno visoko. Da se parkira samo na mestih, ki so temu namenjena, pa so že spoznali tisti, ki za brisalci prejmejo pozdrave policistov. Včasih kakšnega nevestnega voznika, predvsem v neurbanih okoljih, pričaka še kakšno drugačno presenečenje. Zato parkirajte v skladu s predpisi, pa seveda tudi vozite v skladu s predpisi in zakoni. Pri tem apeliramo predvsem na tiste, ki jim je v največji užitek vožnja v naravi, ki je zakonsko omejena z razlogi. Medvoški policisti so del Policijske uprave Ljubljana, zato lahko njihova obvestila spremljate tudi uporabniki Facebooka. Vabljeni, da jih všečkate in jim sledite. To je za danes vse. Pridružite se nam v nedeljo, uro pred običajno informativno oddajo v oddaji Klic dobrote in če zmorete, darujte kak evro. Prav vsak šteje, v dober namen seveda. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer še naprej vam želim in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.